Vsemogočni, večni Bog, Oče luči, razodeni se vsem narodom, da bodo vsi ljudje spoznali Tvoje veličastvo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz Sirahove knjige. Modrost poveličuje sama sebe, sredi svojega ljudstva se hvali. V občestvu najvišjega odpira svoja usta, pred njegovimi trumami se hvali. Jaz sem išla iz ust najvišjega in kakor megla prekrila zemljo. Jaz sem na nebeških višavah postavila svoj šotor, moj prestol je stal na oblačnem stebru. Tedaj mi je zapovedal stvarnik vsega, moj stvarnik mi je odkazal mesto za šotor. Rekel je, v Jakobu postavi svoj šotor, v Izraelu prevzemi svojo dediščino. Pred vekom od začetka me je ustvaril in na veke ne bom nehala biti. V svetem šotoru sem pred njim opravljala službo, potem sem se utrdila na gori Sion. Tako mi je dal, da počivam v ljubljenem mestu, v Jeruzalemu je moja oblast. Po veličanem ljudstvu sem se zakoreninila, v Gospodovem deležu, v njegovi dediščini. To je Božja beseda. Bogu hvala. Beseda je meso postala in se naselila med nami. Beseda je meso postala in se naselila med nami. Slavi Jeruzalem Gospoda, hvali svojega Boga o Sion. Zakaj utrdil je zapahe tvojih duri, blagoslovil je tvoje sinove v tvoji sredi. Beseda je meso postala in se naselila med nami. Naklanja mir tvojim mejam, nasičujete z najboljšo pšenico. Svoje oznanilo pošilja na zemljo, hitro se širi njegova beseda. Beseda je meso postala in se naselila med nami. Jakobu sporoča svoje besede, Izraelu svoje zakone in sodbe. Tako ni storil nobenemu narodu, njegove postave niso spoznali. Beseda je meso postala in se naselila med nami. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi lahko pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. Slišal sem o vaši veri Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih. Zato se ne neham zahvaljevati za vas in se spominjati v svojih molitvah. Da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali. On naj razsvetli oči vašega srca, da bi videli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih. To je Božja beseda. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Slava tebi, Kristus, oznanjen si bil poganom. Slava tebi, Kristus, svet je vate veroval. Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: to je bil tisti, o katerem sem rekel, ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz. Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on nam je razložil. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kot sem na začetku svete maše rekel, nas današnja bogoslužna besedila vabijo k razmišljanju o našem odnosu do Boga, do Jezusa Kristusa in tudi do naših bližnjih, s tistimi, s katerimi živimo. Ampak najprej si pogledamo prvo berilo. V prvem berilu smo slišali o modrosti, kako poveličuje sama sebe. Pa res je lahko tako. In bi se malo ustavili ob tem pojmu, ob tej besedi, modrost. Kdo je moder človek? Kaj bi lahko rekli o modrosti? Moder človek bi lahko rekli, da je vsak, tudi otrok, odrasel človek, mlad ali pa tudi star človek. Seveda ni nujno, da vsak starejši človek, da je tudi moder. Ni odvisno od inteligentnosti, ampak je odvisno seveda od marsičesa drugega. Lahko je moder človek tudi kmet, gospodinja, direktor, torej kdorkoli v svojem poklicu. Torej, kaj določa modrost pri ljudeh? Najprej morda bi lahko rekli, da je moder človek tisti, ki je ponižen človek. Tisti, ki se zaveda, da ne ve in ne zmore vsega. Lahko rečemo, da je pravo nasprotje od tistih, ki mislijo, da vse vedo, da poznajo vsak odgovor, ki so tudi lahko zaradi tega morda se zgodi, da so ošabni, da se ponašajo znanjem, da so boljši od drugih in jih ponižujejo. To seveda, vsak človek je inteligenten, ampak ni pa modrosti v njem. Potem lahko rečemo, da moder človek ima občutek za pravo mero. Torej, on dobro ve, kaj koristi človeku, kdaj je česa preveč. Torej, moder človek zna najti pravo mero v življenju.
Potem modri ljudje so ponavadi tudi optimisti. Kadar pridejo kakšne preizkušnje, ga to ne vrže iz tira, takšen človek ne paničari. Pri njem je tudi, pridejo preizkušnje, jih doživlja enako kot vsi drugi, ampak jih nekako predela v sebi, prespi stvari in ve, da bo drugi dan drugače ali pa lažje. Ga ne okupirajo tiste negativne misli, kako bo šlo naprej. To lahko rečemo ponižnost, občutek za pravo mero, optimizem. Moder človek je tudi tisti, ki misli s srcem, ki posluša svoje srce. Lahko rečemo, da srce nikoli ne laže, kar je tudi res. Včasih nam razum, glava ne govori marsikaj, ampak je potem tudi treba s srcem razločevati, razmišljati. Modri ljudje so tudi stanovitni, ko se za nekaj odločijo, temu sledijo. Se ne pustijo toku ali oviram na poti, se ne pustijo odvrniti od svoje poti. Kako pa lahko vse te stvari dosežemo, vse te lastnosti, ki sem je zdaj naštel? Mislim, da smo se lahko sedaj v tem letu 2020, veliko tega naučili, da ni vse v naši moči, da se je potrebno ustaviti, vzeti trenutek zase, biti pozoren, prisoten. Ko se človek ustavi, lahko razmišlja. Če pa samo hitimo, pa nalagamo stvari, pa res nas se prehteva. In v bistvu na koncu vidimo, nič ni od tega. Torej, moder človek se zna tudi ustaviti. Pa lahko prosimo tudi za modrost pri tej sveti maši, da bi bili modri ljudje. Mislim, da bi marsikaj lepšega bilo na svetu, v našem življenju, če bi imeli modrost. Poglejmo še drugo berilo in evangelij. V drugem berilu pa apostol Pavel začne z lepimi besedami: Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Torej, vsi mi smo njegovi sinovi, njegove hčere, torej Božji sinovi in Božje hčere najvišjega. Potem naprej Pavel prosi Gospoda za Efežane, in tukaj mislim, da je najlepši del drugega berila. Prosi za modrost in razodetje, da bi Efežani spoznali Boga in njegovega Sina Jezusa Kristusa, da bi vedeli, v kakšno upanje jih je poklical. To si lahko mislimo, da so močne besede Pavla. Pavel dobro ve, na začetku svoje poti je preganjal kristjane, jih je celo pobijal. Na koncu se spreobrne, in kako se spreobrne, ko sreča Jezusa Kristusa. Torej, bilo je eno srečanje tako močno, da je popolnoma spremenilo njegov tok. In mislim, da tudi v naših življenjih je tako, ko se človek sreča z Gospodom, mu to popolnoma spremeni življenje. Pavel je doživel njegovo bližino, njegovo prisotnost in mislim, da je v življenju to čisto dovolj, da ne rabimo nekih moralnih stvari ali pa kako naj delamo, ampak je dovolj njegova prisotnost v naših življenjih. Ko človek iz tega odnosa je najbolj pomembno, ko se sreča z njim, je prav odnos, da se doživi, da je človek ljubljen od Boga brezpogojno. Torej, Bog nas ljubi ne zato, ker smo uspešni, ne zato, ker smo inteligentni, ne zato, ker iz naše moči marsikaj lahko naredimo, ampak zato, ker smo ustvarjeni. To je enako kot naši starši, oče in mati, sta si nas želela, ne zato, ker takrat še nismo bili uspešni ali pa ne vem kako dobri, pomembni, ampak sta si nas želela, ker da obstajamo iz ljubezni. In pri Bogu je popolnoma in še bolj, torej, da nas Bog ljubi, takšne, kakršni smo, ni zaradi tega, ker kaj delamo dobro ali pa da nas ne bi imel rad, ker nismo nekaj dobro naredili, ampak nas ljubi, ker smo, ker živimo. Pa bi se malo še ustavil pri naših odnosih do Gospoda in seveda naših bližnjih,
ki se zrcalijo drug v drugem, kakšen je naš odnos do drugih, se kaže tudi, kakšen je naš odnos do Boga, do Jezusa Kristusa. Vsi vemo, da brez naših odnosov ne bi mogli živeti, torej sam človek ne more živeti ali živi v skupnosti, tako kot mi redovniki, ali je poročen, kot vi v družinah, imate ženo, moža, otroke. Tudi tisto, ki so sami, imajo tudi odnose s prijatelji, znanci, sorodniki, torej noben izmed nas sam ne živi. In kaj se mi zdi zelo pomembno pri teh naših odnosih, se mi zdi zelo pomembno spoštovanje, pa da drugemu puščamo eno svobodo. Večkrat ali pa nekajkrat sem vam že rekel, da vsak izmed nas doživlja ljubezen na drugačne načine. Naprimer, pri meni veliko pomeni ena bližina drugih, in to zelo močno opažamo tudi sedaj v času korone, da mi veliko pomeni, če si kakšen sobrat vzame čas zame, za kakšen pogovor, prisotnost. Nekomu drugemu pa pomenijo recimo besede veliko ali pa kakšne usluge. Torej vsak izmed nas ima en način ljubezni, ki mu pomaga ali pa ki čuti, doživlja, da je ljubljen. Ampak kaj sem hotel povedati, drugim puščati svobodo, da drugega ne spreminjamo ali pa da ne mislimo, da če nam drugi tako ne izkazuje, da nas nima rad, to sploh ni res. Drugi nas imajo radi. Seveda se lahko tudi v odnosih zgodi, da kdaj pa kdaj se ne čutimo sprejete, se ne čutimo ljubljene ali pa spoštovane. Ampak mislim, če človek v svoji globini doživlja, da je ljubljen, čudovit, pomemben, dragocen, ne glede na to, kako ga drugi sprejema, ga to ne bo vrglo iz tira. Seveda, če se pa človek ne doživlja enkratnega, pomembnega, pa nas to vrže iz tira, smo lahko žalostni, potrti, imamo negativne misli, ki se lahko kar stopnjujejo. In v takih primerih lahko zelo pomaga spomin na trenutke, da se spomnimo dogodkov v naših življenjih, kjer smo doživljali tole brezpogojno ljubezen. Morda vi v družinah se lahko spomnite na mož in žena na vajino srečanje, prvo, ko sta se prvič srečala, sigurno so bili zelo lepi trenutki, kjer ste se čutili ljubljene drug od drugega. Ali pa recimo kasneje so vam otroci pokazali brezpogojno ljubezen, ne zaradi tega, ker nekaj za njih delate, ampak ker vas enostavno imajo radi. Tudi sedaj v tem času praznikov ste sigurno dobili veliko voščilnic, tudi to je lahko en dokaz, da nas drugi sprejemajo, spoštujejo. Smo dobili kako tako lepo voščilnico, je dobro si jo shraniti, kdaj pa kdaj prebrati. Mislim, da otroci nam lahko veliko pokažejo te brezpogojne ljubezni. Vsak izmed nas je to doživel. Jaz, na primer, sem bil sedaj na 1. leta dan, sem bil doma pri starši, sem je šel obiskat. Tam imam nečakinjo za 4. in 3. razred, torej sinova in hčerka od mojega brata. Ja, in tu sem precej te brezpogojne ljubezni doživljal, ko otroci so radi v tvoji bližini, ko ti to povejo, otroci so iskreni. Mi starejši včasih težko govorimo o svojih čustvih, še posebej, bom rekel, možakarji, drugim moče bolj pokažemo z dejanji, ampak z besedami pa morda ni toliko. Ali pa recimo, ko ti nečaka na koncu rečeta, a še boš ostal, to noč boš prespal ali že moraš iti, pa tako čutiš, da so veseli tvoje bližine, da tudi komaj čakajo, da prideš. Vse te trenutke ali pa ti trenutki so pomembni, da si jih shranimo v srce, da ko pridejo tisti trenutki, ko se ne čutimo ljubljene od drugih, da nam pomaga, da pa smo dragoceni, da pa smo pomembni. In ko bomo enkrat to doživljali, bomo tudi doživljali tole Božjo ljubezen, to njegovo brezpogojno ljubezen, ki se za nas rodil, daroval, da bi mi imeli življenje in da bi ga imeli v izobilju.